Živjo, en lep kolesarski pozdrav. Tole lepo popoldne bom izkoristil za eno kolesarjenje. Vmes bom pa povedal nekaj o tem, kaj si mislim o bike fittingu. Najprej se pa zapeljem v Šempeter do kolesarskega centra, da mi nastavijo sedež in krmilo. Ok, tu smo na hitro uredili sedež za 2 mm gor in krmilo tudi. Zdaj že po prvem kilometru vožnje čutim, da se peljem dosti bolj udobno. Danes je sreda, 26. maj, imamo prijetnih 23 stopinj Celzija, krasno vreme za kolesarjenje. No, zdaj sem se ustavil tukaj v Volčji Dragi, kjer se dobim še z enim kolegom in bova skupaj naredila en krog. Aleha, je že prišel. Zdaj, bike fitting po slovensko bi lahko rekli nastavljanje kolesa, in sicer v tem smislu, da se čim bolj prilega fizionomiji kolesarja. S tem naj bi kolo nastavili do te mere, da bi bilo kolesarjenje čim bolj učinkovito, čim hitrejše in brez kakršnih koli bolečin ali poškodb. Toliko, da se razumemo, to ne bo kakšna lekcija o bike fittingu, ampak zgolj moje razmišljanje o tem, kaj si jaz mislim o tej temi. O temi, za katero vem, da obstaja, o kakšnih detajlih pa nimam pojma. Živjo. Živjo. Ja, tako, zdaj smo se dobila s kolegom in pičiva do Branika. Potem pa v dolino Branice, Manče, Vipava in po Ajdovski cesti nazaj proti Novi Gorici. Ja, tako zdaj po 10 kilometrih lahko rečem, da imam kolo nastavljeno super, prava višina sedeža in krmila, odlično se počutim, nikjer me nič ne tišči. Realno gledano je to zame popolnoma ves bike fitting, ki ga jaz potrebujem. Pa moram povedati, da sem včeraj dobil elektronsko pošto od YouTubea, spremenjeni pogoji. In sicer od 1. junija naprej si pridržujejo pravico do monetizacije popolnoma vseh vsebin. Z drugimi besedami to pomeni, da si pridržujejo pravico prikazovanja oglasov v popolnoma vseh videoposnetkih, ne glede na to, ali lastnik posnetka prejema plačilo ali ne. Kdor bo YouTube uporabljal še po 1.6., se s temi pogoji avtomatsko strinja. Jaz zaenkrat niti ne pridem v poštev za ta program monetizacije, ker je eden od pogojev 1000 naročnikov, nas je pa vsega skupaj dobrih 300. Vsem gledalcem se že vnaprej opravičujem za prikazovanje oglasov med mojimi videoposnetki, ampak tega prosim ne pripisujte meni, temveč pohlepu korporacije, ki že itak služi milijarde. Zdaj, kako se lahko mi proti temu borimo, razen tega, da ugasnem kanal? Po mojem mnenju, edina opcija, da čim prej pridemo do 1000 naročnikov in da se še jaz vključim v program monetizacije. Da od YouTubea potegnem vsaj 2 evra, ne glede na tiste milijone, ki jih z oglaševanjem zaslužijo oni. Če kdo misli, da bi bila ta taktika pravilna, naj klikne gumb za naročnino, ker drugače sej me poznate. Jaz ne bom nobenega fehtal za naročnike ali pa za všečke. Vsak se odloči sam. Vse je ok, edino sedež še malo škripa, ampak jaz se s tem ne mislim več ubadati. Serviser mi je zatrdil, da s tem poškodba ne nastaja, torej ne škripa. Ker če ne, lahko zamenjam še sedež in sedežno oporo in potem še okvir in kaj vem, najboljš da celo kolo. In zdaj odkrito, kaj si jaz mislim o bike fittingu. Ma kaj pa vem, dajte mi kolo in jaz ga bom vozil. Se mi zdi, da je prav brez potrebe kompliciranje, če se na kolesu počutiš ok. Se spomnim leta 2013, sem na Karpatosu za 7 evrov najel eno čudo, ki je bilo včasih gorsko kolo. Jaz sem z njim prevozil 97 km večji del otoka, proti vetru, vzponi, brez problema. Ali pa leta 2014 z nekim napolmestnim kolesom 115 km po Majorki. 2015 na Azorih se dvigaval z neko zarjavelo kripo, skoraj na 1000 višincev gor na vrh vulkana. 2017 sem prevozil okrog in okrog otoka Terceira. V glavnem, ko sem rekel, vi mi dajte kolo, jaz ga bom vozil. Dvigneš sedež na ustrezno višino in pičiš. Govorim iz vidika rekreativnega kolesarstva.
Jaz ne bom šel na olimpijske igre. Tisočinka tu ali pa tam ne igra nobene vloge. Jaz bi rekel, da je bike fitting primeren za tiste, ki se s kolesarstvom ukvarjajo na najvišjem nivoju, za perfekcioniste in za tiste, ki imajo med normalnim kolesarjenjem kakršnekoli bolečine ali druge težave. To niti ni tako poceni. Cene se gibljajo med 350 in 400 evri. Tako da je treba dobro premisliti, če se bo kdorkoli spustil v to. Se pravi, še enkrat opozarjam, jaz o bike fittingu ne vem popolnoma nič. To je samo moj vidik, kaj si jaz mislim o bike fittingu. Če kdo od vas išče uporabne informacije o tem, pa če z njimi ne razpolagam. Mogoče bi kdo napisal kaj več o tem v komentar, lahko pripnete tudi kakšen link. Karkoli bo dodatnih informacij, bojo uporabne tudi zame. Jaz sem mnenja, da bike fittinga ne rabim, dokler se na kolesu počutim udobno. Če pa ima kdo od vas bolečine v vratu, da ga pečejo kolena, da mu roke zaspijo ali kaj podobnega, pa bi mogoče res bilo pametno, da bi razmislil tudi o bike fittingu. Ja, s kolegom sva, tako ko se za tak izlet spodobi, zavila tudi v center Vipave. Potem sva se ustavila pri dvorcu Zemono, naredila en košček poti čez center Ajdovščine in se potem odpeljala naprej. Čau, bodi fajn. Čau, čau. Jaz sem s to današnjo furo zelo blizu tega, da izpolnim majski challenge vsaj 400 km, medtem ko je drugi challenge 100 km fura še zmeraj odprt. Se pozna, da sem bil v maju 14 dni brez kolesa. Tako, jaz sem pa že spet okrog. Tokrat je ratelo 75 km, vozil sem se pa malo manj kot 3 ure. Hvala za pozornost in se vidimo prihodnjič.